Med večjimi naložbami v prihodnje župan Dušan Krštinc izpostavlja: gradnja vrtca v Avti vasi pri osnovni šoli, potem je tukaj so kolesarske povezave za mestno občino Novo mesto, gradnja biotopov in še nekaj ostalih postavk, za katere lahko rečem tudi, da so že pridobljena nepovratna sredstva. V listi krajanov občine Straža so že med usklajevanjem pozvali občinsko upravo, naj kot prednostno v proračun umesti obnovo ceste skozi Avtovas z izgradnjo pločnika in javne razsvetljave. Ki v bistvu že ogroža varnost v cestnem prometu in tukaj so najšibkejši udeleženci v cestnem prometu, ki v bistvu morajo iskati sporedne alternativne poti, da se izognejo tej cestni nevarnosti. Nikakor ne drži, da smo zaspali na tem projektu, poudarja župan. Cesta je umeščena v načrt razvojnih programov in pa v proračun države za naslednje leto. Pričela se bo parcelacija, odkupi zemljišč in pa, če bo šlo vse po sreči, bo tudi se investicija začela. Kljub usklajevanju med svetniki in občinsko upravo na račun te, kar zadeva predlog proračuna, ne manjka očitkov. Kot vsi proračuni doslej v 3 mandatih, meni Franc Plut, tudi ta ni razvojno naravnan. Izpušča namreč ključne zadeve. Ena izmed najbolj perečih je gospodarska cona Zalog, ki je brez infrastrukture, cestne infrastrukture. Ta druga je Novoles, ki je tudi praktično brez prave cestne infrastrukture, vse gre po lokalnih cestah. Ta tretja, ki je ena najbolj perečih zadev, je most v Lokah, ki je dotrajan. Mi hočemo, da so vsebine vnešene noter, tako da se vidi tudi njihova realizacija, kar pomeni, da mora biti dovolj finančno podprte in nadalje, da mora biti njihova prioriteta jasna in v obrazložitvi to jasno povedano. Proračun ni napisan za župana ali občinsko upravo, proračun je pripravljen za naše občane. Vsak dejansko se lahko vidi v določenem segmentu proračuna, pravzaprav večina občanov. Kot dodaja, so v proračunu zagotovili tudi participativni del, o katerem bodo odločili občani na zborih krajanov. Gre za 20 tisočakov, ki jih bodo namenili za urejanje posameznih zaselkov.